pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Godbeno društvo rudarjev iz Idrije letos obeležuje 360-letnico delovanja. Ob tej priložnosti smo v oddajo o kulturi povabili predsednico Nives Koželj Bizjak, ki jo prav lepo pozdravljam. Dobrodošli. Lep pozdrav tudi vam. 360 let delovanja godbe, pravzaprav statistika pravi, da ste eden najstarejših orkestrov v Evropi. Tako je, statistika pravi oziroma bo kar držalo, da smo na Slovenskem najstarejši tudi v Evropi in lahko rečemo eden najstarejših orkestrov tudi na svetu. Srce vašega društva, organizirani ste kot društvo, je pravzaprav pihalni orkester. Tako, smo pihalni orkester s zasedbo trobila, pihala, tolkala. Nastopate pa tudi v komornih sestavih. Mislim, da lansko leto ste v Rudniku nastopali v raznih komornih zasedbah, kar je tudi najbrž izziv posebne vrste. Izziv posebne vrste, čeprav v samih komornih zasedbah res bolj redko nastopamo. Smo pa lansko leto na željo oziroma že dolgo je tlela ta želja, da bi naredili en tak prav poseben koncert v podzemlju idrijskega rudnika. Zdaj v idrijskem rudniku ni prav dosti prostora, tako da cela godba pač, da bi naenkrat zaigrala, ni bilo možno. Smo se pa potem organizirali v komorne zasedbe in potem tako pričarali en tak glasbeni večer v podzemlju idrijskih rovov. Kljub temu, da vas rudnik ne financira več, to ime ohranjate, pa tudi tako vaša uniforma je tako silno, bi rekel, nobel uniforma rudarskega pravzaprav nadzornika, abzerja. Ja, to je svečana rudarska uniforma, jo s ponosom tudi oblečemo in nosimo. Jaz bi rekla, da če ne bi bilo rudnika, verjetno tudi godba ne bi oziroma ne bi tako zgodaj obstajala v Idriji, tako da imamo še vedno rudarske uniforme in tudi v samem imenu smo ohranili godbeno društvo rudarjev Idrija. Rekli ste tako zgodaj, pravzaprav gremo v leto 1600 in nekaj, ne? Tako je. To je že kar nekaj zgodovine. Ja, 1665 je letnica prve omembe idrijske godbe, pa potem malo kasneje v Valvazorjevi vojvodine Kranjske, slave vojvodine Kranjske, tudi omenja idrijsko godbo, ki igra v Idriji na nekem slavju, tako da začetki že kar davno nazaj. Omenili ste slavja, o tem se ne izogibate tudi v današnjem času. Večkrat vas vidimo, ko nastopate na ulici, to gre pravzaprav za promenadne nastope, promenadne koncerte. Mislim, da prvi letos je bil na Pusta. Tako, primarna godbena dejavnost je bila že včasih korakanje oziroma maširanje, kot v žargonskem godbeniškem jeziku tudi rečemo, in igranje koračnic oziroma maršev, in to tudi tradicionalno ohranjamo še naprej. Tako vsako leto imamo nekaj že teh tradicionalnih promenadnih koncertov, torej začnemo ponavadi z to pustno povorko po ulicah Idrije, pa potem vedno, kot tudi letos, na predvečer 1. maja, potem pripravimo tak promenadni koncert in še ob raznih priložnostih, potem raznih dogodkih tudi zaigramo oziroma korakamo. Ne gre spregledati Budnice, tej ostajate zvesti. Absolutno, Budnica je eden, bom rekla, za godbenike najlepših dogodkov. Nedavno nazaj v enem intervjuju, ko so godbenike spraševali, katerim je najljubši koncert ali pa dogodek, je bila to ravno večinoma pri vseh Budnica. Ja, Budnica je en poseben dogodek, vsi se mi zdi, da z veseljem gremo nanj in kljub temu, da morate ostati zgodaj, najbrž. Ja, tam ob 5. uri se zberemo in potem štartamo ob 6. zjutraj. Vseh ne moremo zbuditi prav zgodaj, ampak tam nekje potem do 12. ure potem zaključimo. Korakanje in igranje, to združeno pravzaprav ni tako preprosto, najbrž. Zato imate celo, slišim, vaje v korakanju, drži? Res je, sploh na začetku, kot
mlad godbenik na začetku, je kar težko združiti, torej igranje koračnice, gledanje v note, korakanje in pa seveda tudi spremljanje okolice, se pravi, kam se postavimo, če je na cesti kakšna luknja. In ja, to zahteva, se pravi, tudi vajo, tako da ja, v zadnjem času kar poizkušamo enkrat letno narediti eno tako vajo tudi za nas dolgoletne člane, da ponovimo stvari in pa seveda za člane, ki so novi, da se naučijo. Povejvaj, kaj še o vašem mednarodnem sodelovanju. Državne meje niso, bi rekel, nobena ovira, da ne bi šli tudi v druge kraje. Kam se potujete običajno? Ja, velikokrat potujemo v Francijo, torej v pobrateno mesto Aumec, tam že kar dolgo časa sodelujemo z njihovim godbenim društvom, tako da se radi odpravimo tja, v bistvu so se v vseh teh letih res ene posebne prijateljske vezi tudi stkale med nami, pa potem na razna povabila drugih društev se potem radi odpravimo tudi v tujino. Lansko leto smo bili v italijanskem Črvinjanu, tako da ja, gremo tudi izven meja Slovenije. Tradicionalni koncert imate tako za 1. maj na Mestnem trgu, potem pa v času poletja tudi običajno en večji dogodek. Lansko leto ste sodelovali na 30-letnici odprtja Antonijevega rova. To je v povezavi tudi z rudarstvom in vašim poslanstvom pravzaprav. Tako ja, k sodelovanju so nas povabili iz Antonijevega rova oziroma iz Centra za ohranjanje dediščine živega srebra Idrija. Torej ob njihovi 30. obletnici odprtja Antonijevega rova za obiskovalce smo potem združili njihovo obletnico in naš koncert in tako pripravili en tak slavnostni dogodek. V tej vaši branži pravzaprav lahko delimo orkestre na godbeniške sestave, tako, ki v glavnem korakajo in igrajo koračnice, in na koncertne sestave, ki se ukvarjajo z težjimi, zahtevnejšimi, včasih tudi že malce simfoničnimi skladbami. Kam sami sebe uvrščate? Ja, res je. Včasih je bila godba, v bistvu sploh pihalna godba, res namenjena več ali manj korakanju, neki promenadi, potem pa se je sčasoma tudi zaradi mogoče različnih inštrumentov, torej prišla je oboa, fagot in ti razni inštrumenti, potem so godbe, ne bom rekla postale koncertne, ampak ja, izvajajo tudi koncertni program in koncerte, čeprav jaz mislim, da v samem srcu je godba na Pihala še vedno tista koračniška godba. Ne bi se uvrstili v nek orkester simfonično zasedbo, pač ker to nismo. Ravno tako pa ja, torej izvajamo koračnice, promenadne koncerte, imamo pa potem tudi te večje koncerte, kjer ja, z bolj koncertno zasedbo, če tako se izrazimo, potem izpeljemo tudi te večje koncerte. Mislim, da ste skromni in to utemeljujem s tem, da ste se pravzaprav prebili na državnem nivoju v prvo ligo, bi rekli, športno, ne? Na zadnjem tekmovanju pihalnih orkestrov ste osvojili 98 točk in bili uvrščeni v prvo ligo. Ja, lansko leto smo se res po dolgih letih, namreč na tekmovanju Zveze slovenskih godb smo bili pred malo več kot 20 leti nazadnje, torej leta 2003, potem spet odločili, že kar nekaj časa je tlela ta želja, da bi se spet udeležili tekmovanja zveze. In smo se potem odločili, tako da smo se lansko leto v aprilu udeležili tekmovanja Zveze slovenskih godb v Velenju na odprti stopnji, namreč zveza prireja tekmovanja na 3., 2., 1. in pa koncertni težavnostni stopnji. Glede na to, da pa
že toliko časa nismo bili prisotni na tekmovanju, je pa potem bi v bistvu morali začeti od začetka, torej s 3. težavnostno stopnjo in potem 2., 1. in koncertno. Je pa zveza odprla tudi odprto stopnjo oziroma odprto kategorijo, kjer se potem prijavijo takšne godbe nerazvrščene oziroma godbe, ki dolgo niso tekmovale. Tam si izbereš svoj težavnostni program, takega, kot misliš, da mu boš kos, in seveda na podlagi težavnosti programa in pa na podlagi seveda izvedbe te potem komisija uvrsti v težavnostno stopnjo. Iz odprte stopnje je najvišja uvrstitev lahko v 1., torej direktno v koncertno ne moreš napredovati, in z 98 in 75% smo potem bili uvrščeni v 1. težavnostno kategorijo. Torej, naslednje tekmovanje bo naslednje leto, torej leta 2026, ki se ga tudi potem nameravamo udeležiti. Za vaše uspešno delo in študij pa so najbolj potrebni primerni pogoji. Kako je s tem? Seveda, primerni pogoji tukaj od prostorov do financ vse gre z roko v roki. Ne, da nam nič ne manjka, no, ampak zaenkrat moram reči, da smo kar dobro priskrbljeni, no. Tukaj na tem mestu, imamo prostore v stari osnovni šoli v Idriji, sicer niso tako slabi, ampak kdaj pa kdaj malo pretesni, ker nas je vedno več, vsako leto več. So pa tudi v 3. nadstropju in potem vse te inštrumente nositi po vseh teh stopnicah, ne da je samo naporno, ampak kdaj, sicer ne velikokrat, se lahko tudi kaj poškoduje. To v bistvu so minusi tega našega prostora, ampak načeloma Povejva to, naprimer, da Milanka Trušnovec, ki igra pikolo z nošnjo inštrumentov, pikolo je tako strašno mečkan inštrument, nima težav, fantje, ki igrajo pa timpane, naprimer, tako, ali tube. Predvsem tolkala, to so kar veliki inštrumenti, od timpanov do marimbe, zvončkov, zvonov in tako naprej, so kar veliki inštrumenti, tudi težki za prenašanje. Vsako leto se odpravite tudi na skupne priprave. Bral sem na vaši spletni strani, da te priprave utrjujejo glasbeni del, pa tudi ta družabni del. Vsako leto, načeloma tam v mesecu novembru, to je pred našima novoletnima koncertoma, gremo na ene take intenzivne priprave, torej od petka do nedelje, za cel vikend, in tam v bistvu kar intenzivno vadimo predvsem za novoletne koncerte ali pa za tekmovanja. Poleg intenzivnih vaj se potem tudi malo podružimo, kar je, glede na to, da smo prostovoljno društvo in lahko rečemo amatersko društvo, tudi ta družabnost izrednega pomena. Torej, tam se še bolj povežemo, bolj spoprijateljimo in to je tudi ključ v bistvu tega. Absolutno je tudi glasba tista, ki nas vleče, ampak tudi te vezi in prijateljstvo, da potem društvo še naprej deluje. Rekli ste, da ste tako amateri, kar pravzaprav ne drži povsem, ne? Imate kar veliko tudi že akademsko izobraženih glasbenikov, ki so išli iz vaših vrst, niste jih tako kupili, ne? Ampak so to vaši glasbeniki, kar je za delovanje orkestra najbrž dobro. To je zelo dobro, res imamo kar nekaj že akademskih glasbenikov, ki so praktično začeli svojo glasbeno pot tudi pri nas v društvu, v godbi, in v bistvu res vsi zelo smo veseli, da se vsi vračajo, kolikor le zmorejo, pridejo tudi na vaje in na koncerte, tudi na teh intenzivnih vajah potem pomagajo mentorirati, učiti torej svojo sekcijo, in to je res izjemnega pomena, izjemen doprinos k društvu.
Občina vam nameni pravzaprav vsako leto okrog 30.000 evrov, nekaj k temu doda tudi generalni sponzor, to je podjetje Hidrija. Kako jih porabite? Ja, denarja ni težko porabiti, ampak ja, na tem mestu bi se res zahvalila našemu glavnemu sponzorju občini Idrija in pa generalnemu pokrovitelju podjetju Hidriji. Ja, mogoče se sliši kar veliko denarja, ampak za samo delovanje društva ni tako ogromno, no. Stroški so kar veliki, torej že od samih osnovnih stroškov elektrike, vode in tako naprej, pa potem do nakupa inštrumentov, popravila inštrumentov, nakupa notnega gradiva, raznih drugih materialov, navsezadnje nakupa uniforme, ko pride nov godbenik in da ga oblečemo, no, sicer potem, če kdo slučajno preneha, absolutno uniformo tudi vrne, ampak ja, okoli dobrih 500 evrov recimo stane, torej kapa, hlače, srajca in jakna, da oblečemo enega godbenika, tako da ja, stvari niso poceni, no. Edini plačan član je pravzaprav dirigent. Ja, drži, edini, ki ima honorar v društvu, je dirigent, ostali smo tukaj prostovoljno. Članov mislim, da imate okrog 50 do 60, to število najbrž se nekoliko spreminja. Sodelujete dobro z glasbeno šolo? Ja, članov je tam aktivnih nekje 65 trenutno, malo absolutno članstvo malo niha, pač nekateri potem malo prenehajo za kratek čas, odvisno od življenjskih situacij, ampak nekje tam od 60 do 70 zdaj kar že nekaj časa držimo to številko aktivnih članov. Z glasbeno šolo zgledno sodelujemo, bi si pa v prihodnje želeli tudi nekaj več, torej nizkih trobil. Vemo, da je tudi v glasbeni šoli to kar pomanjkanje, no, tako da tukaj na tem področju vidimo še izboljšave in boljše sodelovanje, no. Vsako leto dobite nekaj novih članov, v vaši statistiki sem prebral, da so se že v lanskem koledarskem letu orkestru pridružili, če preberem, Olja Vencer na klarinetu, Aleš Pišlar na klarinetu, Larisa Gantar na flauti in Dunja Majnik tudi na flauti. Tako, res smo veseli, da, bom rekel, vsako leto dobimo vsaj kakšnega novega člana. To je zelo pomembno za nadaljnji obstoj godbe, ta mlada energija. Lansko leto torej smo dobili 4 nove člane, tudi že v letomšnjem letu smo dobili eno novo članico na oboji, Smilo Hiti. Res smo veseli, da vsako leto pride kakšen nov član, bi pa tukaj izpostavila tudi, da je pa tudi pomembno tako enako, kot da k godbi pridejo novi člani, da te starejši oziroma, če rečem, dolgoletni člani ostanejo oziroma ostajamo, ker to je tudi pomembno za nadaljne delovanje. Legenda in zgled dolgega igranja v godbi je vaš član Marjan Koge. Mislim, da igra S-klarinet. Res je, Marjan je taka naša legenda, naš fenomen, res ima že blizu 90 let, ampak ga res vsi občudujemo. Marjan je prisoten na skoraj vseh vajah, budnici, na vseh koncertih in kdaj se tudi malo pohecamo, vedno koraka v prvi vrsti, no, da naj le malo bolj počasi, ker ga ne dohitevamo, ampak je še vedno poln energije, tako da res občudovanja vreden. Naj še dolgo zdrži. Ja. Vsekakor, kaj napovedujete za leto 2025? Že ta teden
nas čaka promenadni koncert, torej v sredo 30. aprila ob 18. uri na Mestnem trgu. Letos smo ga združili tudi z odprtjem urbane razstave, ki smo jo zasnovali skupaj z Mestnim muzejem Idrija, tako da bo malo drugače, kot se za obletnico tudi spodobi. Nevja Skoželj-Bizjak, jaz se vam zahvaljujem za ta pogovor, hvala za obisk v našem studiu in veliko glasbenih užitkov pri igranju v tem pihalnem orkestru vam želim. Hvala lepa za povabilo. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.